Kovanje in toplotna obdelava izločevalno-utrjevalnih nerjavnih jekel večjih dimenzij podjetja Metal Ravne, linija za sestavo in kontrolo zglavnikov, komolčnikov in stranic Volvo V54X podjetja Johnson Controls, novo Biolovo multifunkcijsko zglobno delovno vozilo ter projekt podjetij Petrol Energetika in Metal Ravne, koristna izraba odvečne toplote jeklarske industrije za namene daljinskega ogrevanja pri pripravi sanitarne tople vode na Ravnah na Koroškem, so najboljše koroške inovacije, ki se bodo septembra potegovale za najvišja priznanja za inovativnost na državni ravni. Glavna prednost Biolovega multifunkcijskega zglobnega delovnega vozila je brezstopenjska vožnja s hidrostatskim pogonom, ki omogoča, da hitrost od 0 do 30 km/h doseže brez menjave prestav, česar drugi gozdarski zgibniki ne zagotavljajo. Samo inovacijo bi mogla kupca prepričati po varnosti prvo, ker je samo delo v gozdarstvu, kar smo mi danes predstavili, je zelo nevarno po osnovi in smo zagotovili, da je stroj 100% varen. Spravi, če neka stvar ne deluje na stroju, pač stroj ne deluje oziroma se stroj ne da upravljati. Standardne elemente avtomatizacije so v podjetju Johnson Controls Slovenj Gradec z inovativnim pristopom in lastnim znanjem sestavili ter jih s pomočjo programske opreme združili v delujoče linije za sestavo in kontrolo zglavnikov, komolčnikov in stranic Volvo V54X. Za namen projekta so že zaposlili nekaj novih sodelavcev, s pridobitvijo projekta pa bodo skupno zaposlili med 40 in 50 novih sodelavcev. Tu je bila zahteva strani kupca, zelo zahtevnega kupca, to je Volvo, ki je znan po svetu po svojem visokem nivoju varnosti in kvaliteti. Smo mogli seveda ustreči njihovim zahtevam. Kljub temu, da smo tudi druge cilje uresničili pri tem projektu, da smo tudi okolje prijazne stroje naredili, delavcem tudi prijazne ergonomije pa to upoštevali. Poleg visoke produktivnosti in natančnosti, ki je zahteval kupec. V podjetju Metal Ravne so v lanskem letu izvedli investicijo v VOD napravo za proizvodnjo jekel z nizkim ogljikom in visoko vsebnostjo kroma. S tem smo prišli na trg z novimi kvalitetami, z novimi jekli. Sedaj lahko delamo veliko večji asortiman izdelkov za vse različne kupce po celotnem svetu. Skozi optimizacijo kovanja in toplotne obdelave smo izdelali veliko kovaško gredico kvadrata 610 mm tega jekla, ki ga kupuje Amerika za potrebe nafte in plina. Naj pa povem, da smo eni izmed redkih v Evropi, če celo ne na svetu, ki lahko izdelamo tako velike premere te kvalitete. Spomladi 2016 zaključen projekt koristne izrabe odpadne toplote, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči v podjetju Metal Ravne, pomeni prvo fazo izkoriščanja odpadne toplote jeklarske industrije in predstavlja primer odlične prakse tako v slovenskem kot tudi širšem mednarodnem prostoru. Inovacija je v bistvu vse, kar prinaša neko korist. In z tem projektom smo pravzaprav naredili neko korist za družbo kot celoto. Vse smo z realizacijo v bistvu ustvarili določene prihranke. To pa ima seveda neposreden vpliv tudi na naše okolje. Zlato regijsko priznanje je prejela še inovacija izdelava večnamenskega CNC krmiljenega stroja za navarjanje, induktivno kaljenje in popuščanje izdelkov podjetja Noži Ravne. GZS območna zbornica Koroška je podelitev priznanj najboljšim inovatorkam in inovatorjem v regiji podelila 2. junija 2016. Tovrstna priznanja podeljujejo že od leta 2003, v 13 letih pa so podelili 272 priznanj. Na letošnji razpis se je prijavilo 11 prijaviteljev, inovatorjev, od tega smo podelili potem 2 diplomi, eno bronasto priznanje, 3 srebrna priznanja ter 5 zlatih priznanj. Svečani dogodek se je pričel z okroglo mizo z naslovom Dodana vrednost koroških inovacij doma in na tujem. Vidi se, da je Koroška zelo močna na industrijskem področju, da je tu močna tehnična inteligenca, ker prihajajo zelo dobre inovacije z tega področja in da je dodana vrednost teh koroških inovacij prepoznavna tudi na tujem. Veliko je podjetij, kjer so tuji lastniki, inovacije in razvoj nastaja v koroški regiji in to je zelo dobro in lepo sporočilo Sloveniji in svetu. Koroško gospodarstvo izboljšuje kazalnike uspešnosti poslovanja. Te kazalnike povezujemo tudi s številom inovacij
Ugotavljamo namreč, da se inovacije iz leta v leto krepijo, spreminja pa se tudi njihova vsebina. In sicer prilagajajo se spremembam v širšem poslovnem okolju. In to nakazuje na dejstvo, da se je gospodarstvo pripravljeno povezovati širše z lokalnimi skupnostmi, z državo, nenazadnje s politiko. Regija od gospodarstva veliko pričakuje. Od gospodarstva vse pričakujem, da bo delalo dobro, da bo ustvarjalo svoje cilje ter da bo zaposlovalo čim več ljudi. Smo regija, ki je nekoliko demografsko ogrožena in če ljudje ne bodo imeli služb, bodo iz Koroške odhajali in torej računamo na to, da se bodo še naprej razvijali, tudi z znanjem, tudi z inovacijami ter tako krepili svojo konkurenčno prednost, rasli. Vitalnega pomena za nadaljnji, hitrejši razvoj koroškega gospodarstva pa je seveda tretja razvojna os. Tretja razvojna os je tisti projekt, ki ga gospodarstvo nujno potrebuje. In zato vabimo državo, da poveže projekt s sosednjima državama, Avstrijo in Hrvaško, in tako koroškemu gospodarstvu ponudi hitrejše priložnosti za razvoj.